Kavo sem poskusil, ene parkrat sem jo že pil, ko sem bil zunaj s prijatelji. Nisem je še probal. Starši mi ne bi dovolili. V bistvu sta mami pa oči skozi pila kavo in potem sem se še jaz odločila, da jo bom poskusila. Drugače sploh kave ne pijem, ker mi ni všeč. Ker je bila grenka, von ni v redu. Že kot majhen sem rad pil kavo, a bolj kot nad kavo sem se navduševal nad peno iz kapučina, katerega so pili moji starši. Pozneje pa sem kavo začel piti v srednji šoli, saj sem mislil, da bom tako bolj kul. Navada pitja kave je ostala, jaz pa nisem postal nič bolj kul. Kofein ima lahko kar nekaj stranskih učinkov. Eni govorijo, da nehaš rast, sam zdaj ne vem, če je to res. Kava vsebuje kofein in to je droga. Za kofein je bilo v bistvu dokazano, da že v manjših količinah oziroma koncentracijah lahko povzroča to nervozo, težave s spanjem, tudi hiperaktivnost. Ker imate mladi nižjo telesno maso, kofein in njegovi učinki delujejo še prej. Mladosti najbolj se temu izogibajo, se pravi, ko pa vstopijo nekako v dobo odraslosti, se pravi tam okrog 18-20 leta, pa pač potem veljajo te smernice za odrasle. Kofein vsebujejo kavna in kakavova zrna, oreščki kole in listi čajevca. V skodelici imamo več kot 1300 snovi, kemijskih spojin. Poznamo več kot 165 vrst rastlin, kavovcev v družini broščevk. Od 165 vrst pa človeštvo uporablja oziroma posega po 3. V zadnjem času se pridružuje tudi 4. vrsta. To so arabika, robusta, liberica in condensis. 2,5 milijarde skodelic kav na dan si privoščimo ljudje, kar je ogromno. Zato sem se odločil, da se bom tule v praznični Ljubljani raje privoščil čaj.